ki nam bodo predstavili nekaj iz zgodovine, ki je za Goriška Brda zelo pomembna in po mojem mnenju do sedaj ni bila ustrezno obrednotena. Tako med nami pozdravljam gospod Majko Svidigoj, hčerko gospoda doktorja Augusta Svidigoja. Zraven je Jernej Vidmar, magister zgodovine. Sledi gospa Jelka Piškovič, ona je zgodovinarica in ona bo tudi vodila današnje omizje. Tukaj zraven mene je magister Renato Poterčič, ki ga marsikje slišimo oziroma vidimo v literaturi in zelo delajo na področju zgodovine. In potem kot zadnja je zgodovinarica Neža Srajnar, ki pa je bila rojena Stares. To je naše omizje in kar predajam besedo gospe Piškovič, da vsebinsko, da strokovno nam predstavi in da na začetku samo omenim, da se dogovarjamo tudi, da bodo ti njihovi prispevki, da bodo tudi objavljeni, da bodo vplivali na zgodovino našega naroda. Zgodno. Hvala lepa. Lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu na to okroglo mizo o življenju ob jugoslovansko-italijanski meji. Ta meja, ki je bila določena leta 1947 med Republiko Italijo in Jugoslavijo, je močno zarezala v življenje prebivalcev. V njej so do tedaj bili navajeni pravzaprav stoletja živeti skupaj na enotnem kulturnem prostoru. Nekako v popularnem mnenju to sicer velja za najbolj odprto mejo, ampak to ni bila navadna meja, ki je ločevala dve državi, ampak je razmejevala dva politična sistema. Demokracijo in komunizem, socializem, kar je pomenilo dodatno mnogo večjo oviro za ljudi, ki so živeli ob njej. Kako je ta meja vplivala na življenje, kaj je pomenila v bistvu za prebivalce, ki so tukaj živeli, nam bodo skušali danes pojasniti štiri izvrstni primorski zgodovinarji, ki raziskujejo med drugim to tematiko v svojem delu. Tako da najprej bodo oni predstavili svoje izsledke raziskav, potem na koncu pa bo čas še za razpravo, ker boste lahko tudi vi sodelovali. Najprej bomo začeli z magistrom Jernejem Vidmarjem, ki je profesor zgodovine na Škofijski gimnaziji v Vipavi. Magistriral je leta 2006 s temo slovensko meščanstvo v Gorici od druge polovice 19. stoletja do prve svetovne vojne. V zadnjem času pa se predvsem ukvarja s proučevanjem kršenja človekovih pravic na Goriškem po drugi svetovni vojni. V svojem prispevku bo predstavil delovanje sodišč in drugih represivnih organov pri nadzoru meje na severnem Primorskem v letih 1948 do 1951. Največ tako imenovanih političnih zapornikov je bilo namreč obsojenih prav zaradi ilegalnega prehoda čez državno mejo ali pa samo zaradi tega, ker so želeli prestopiti mejo. Tako da jaz vam prepuščam besedo. Najlepša hvala, tudi jaz vas lepo pozdravljam. Tako, kot je že bilo že rečeno, to ni bila navadna meja. Se slišimo, ne? Je v redu? Ni bila navadna meja med, kot jo poznamo danes, ampak bila to meja med dvema sistemoma, torej med demokracijo, med zahodnimi, kapitalističnim svetom in takrat komunističnim vzhodnim blokom, bolj so sicer, ker je postavila bolj konform biroju šla delno svojo pot, ampak v tistih letih, ki jih jaz proučujem, torej od leta 1947 do 1955, je bilo to precej zaprta meja. Po pravilih notranjega ministrstva pač je bil obmejni pas razdeljen na dva dela, to je bil državni obmejni pas, 100-metrski, v katerem so lahko prišli samo sodelavci KNOJ-a, prava državne varnosti in tisti ljudje, ki so živeli v tistem pasu, s tem, da so imeli posebno potrdilo. Od 100 metrov naprej veljal pa 15-kilometrski obmejni pas, v katerega tudi se lahko vstopilo z posebnimi dovolilnicami. Izjema je bila Nova Gorica,
kjer je bila malo bolj odprto področje, kjer je bila Nova Gorica takoj ob meji. No, za varovanje, torej, zakaj je bila ta meja za jugoslovanske oblasti tako pereča? Če vi gledate recimo sestanke okrožnih ljudskih odborov v krajnih, glavna preokupacija, poleg duhovščine in poleg utrjevanja recimo v tistih letih socializma na vasi in borbo z razrednimi sovražniki, je bila meja. Zakaj? Ker je bila pač to meja med dvema sistemoma, meja v času takrat že hladne vojne. Mnogo ljudi je bežalo iz naših krajev. Podatki nam govorijo recimo med leti od 1947 do leta 1951, se pravi v 3 letih, je zbežalo samo iz Goriškega okraja 2694 ljudi. Od leta 1947 do leta 1948, torej v dobrem letu, je recimo iz Tolminskega okraja zbežalo 1200 ljudi, da so bile oblasti tudi iz tega zaskrbljene. Potem takrat je hladna vojna delovala na področju STO-ja, so bile tudi obveščevalne službe, tako britanske kot ameriške. Tukaj je bil le vojna za obveščanje, govorilo se je celo, da bo prišlo do vojne med Sovjetsko zvezo in Zahodnim svetom, tako da so delovali tudi obveščevalne službe in tako je jugoslovanski režim, ki je hotel imeti nadzor nad vsem, je bil z tega velika zelo pozoren. No, mejo je nadzoroval KNOJ, Korpus narodne obrambe Jugoslavije, ki je nastal, kot veste, že leta 1944 med vojno, da bi vzdrževal red in mir na osvobojenih partizanskih ozemljih, bil pa to oborožen oddelki, ki si jih posluževala tudi OZNA. No in KNOJ je od leta 1948 je čuval mejo tudi na zahodu. KNOJ-ovci so imeli tudi ta načelo, se pravi enkrat upozoriti, drugič pa so že streljali na bežeče. Tako da med leti 1947 do leta 1955 je bilo na meji nekako iz podatkov Uprave državne varnosti in KNOJ-a ubitih nekaj več kot 300 ljudi. Realno število, verjetno ne bo nikoli znano, ampak to so številke, ki so na razpolago. Največ ubitih recimo je bilo na meji z Avstrijo, veliko je bilo tudi recimo ubitih na meji s svobodnim tržaškim ozemljem in nekaj seveda tudi na meji med Italijo in Jugoslavijo. Če vzamemo samo leto 1949, recimo v letu 1949 je bilo ubitih na meji z Avstrijo okrog 96 ljudi, na meji z svobodnim tržaškim ozemljem 70, na meji z Italijo, se pravi v naših krajih okrog 26 ljudi. No, KNOJ je skrbel za mejo do leta 1953, ko je bil pol ukinjen in to je prevzela jugoslovanska vojska. Torej, represivni organi KNOJ je skrbel, da je varoval mejo in streljal na bežnike in tudi številno prebivalce bežeče na meji tudi ujel. No, ko so ujete, je prijela pol Prava državna varnosti UDBA, jih na to zaprla. Mnogi so pristali pred sodišči, ostale so pa tudi imeli samo v priporu in jih na tak način vrbovali za sodelavce UDBE. Namreč poleg KNOJ-a je za upravo tle v meji skrbela UDBA s pomočjo agentov in sodelavcev. Teh sodelavcev je bilo preko 3000. Nekateri, ki so sodelovali za UDBO, nekateri vstopili kot sodelavci prostovoljno, mnogi so bili pa v to prisiljeni. Ali da so jim recimo grozili z življenjem,
ali pa recimo, da so jih ujeli na meji, kot je bil primer ene učiteljice iz tle okoliških vasi, ki so ujeli nekje primerno, ko je hotela leta 1949 iti po eno obleko v Gorici, ki jo je pustila še od priključitve. No in ona je Marca bila ujeta, bila zaprta na Udbi do avgusta, so jo držali v priporu, brez sojenja. No in takrat je pol morala Augusta podpisati, da jo izpustijo, če bo sodelovala z Udbo in nadzirala mejo, ljudi ob meji. Mnogo sodelavcev je imela Udba zlasti med sprevodniki v avtobusih, to je bilo kar, recimo te relacije avtoprevoza, pač avtobusne relacije od recimo Nove Gorice do Postojne, to so bili nekako večina teh sprevodnikov je bil sodelavcev Udbe. To so najdeli v arhivih Udbe, ko so ljudje pač podpisali, da bojo za to sodelovali. Sodelavce Udbe, ki nadzorujejo ljudi ob meji, najdemo vse povsod, po vaseh, briških, kanalskih, pač po vseh vaseh, med trgovci, med dijaki, recimo na Tolminskem učiteljišču, je bil en dijak, so ga prisili, da so ga za Udbo, bil v 3. letniku učiteljišča v Tolminu in je moral podpisati, da bo ovajal dijake in profesorje in jih predvsem nadzoroval, zlasti eno sošolko, ker je bila pač prej punca nekega Italijana, ameriškega vojaka v času cone A in B. Tako da je bil ta nadzor tudi s pomočjo sodelavcev. Mnogo je bilo tudi prisiljenih duhovnikov, da je sodelovalo z Udbo. Ne vem, najdemo ljudi tudi v cerkvenih zborih, tako da je bilo vse ena množica, en cel sistem teh ovaduhov ob meji. Tretji, poleg uprave državne varnosti, je za skrb za mejo skrbela tudi milica, ki je bila podrejena in izvajala tudi preverbe. Avtobusi, ko so vozili recimo iz Postojne do Gorice, Najševici ponovali se ustavil, tam je prišel Veličnik, tam mu je že recimo sprevodnik že pokazal, kateri je sumljiv in se ga bolj legitimirali. Tako da je bil ta nadzor, torej vojaški knoj, ki strelja in aretacije izvaja, prava državna varnosti, ki obvladuje to s pomočjo agentov in sodelavcev, milica, ki je temu podrejena. No in četrta, represivni organ so bila takratna sodišča. No, za sodišča je takrat veljalo, da so bila vsaj prva leta, torej v obdobju ljudske demokracije, tam do leta 1951, da so bila izrazito stalinistična, tako rečemo. To se strenjajo številni ugledni pravniki, kot so Šturm in tako naprej. Zakaj? Za takratna sodišča je veljalo predvsem, da so bila odvisna, torej veljalo načelo enotnosti. Se pravi, partija je se vmešavala v delo sodišč. To ni bilo delitev oblasti kot v času demokracije, da sodno izvršilo zakonodajno, ampak je bila enotna oblast in partija je pač uporabljala sodišča kot inštrument za obračun z notranjimi sovražniki v državi. Potem bila so pristranska, namreč politično-ideološko pogojena. Če gledate si seznam sodnikov, ali so bili to člani v partijo, ali so bili tudi v prvih letih, so bili sodniki laiki, torej ljudem kazensko so sodili ljudje, ki niso imeli s pravom nič. Se pravi, niso bili pravniki po izobrazbi, ampak so bili pač ideološko sigurni ljudje in so bili to pravniško službo takrat. No in četrtič, oziroma tretjič, ni veljalo načelo bipolarnosti v sodstvu. Namreč, kot veste, bipolarnost, da so dve stranki. Eno je sodnik, ki ima veliko funkcijo pri vodenju preiskave in javni tožilec. Takrat tega ni bilo, ampak je bil javni tožilec glavni protagonist. Se pravi, bil je tožnik in imel funkcijo tudi
tudi torej tožilca in sodnika. In praktično za njim je stala pa uprava državne varnosti UDBA, ki je vodila vse te preiskave. Če gledate recimo sodbe, to so prepis obtožnic. Pravi sodnik je imel samo to funkcijo, da je prisostvoval na javni razpravi in pol napisal obsodbo, ki je bila prepis obtožbe. Odvetniki so sicer bili, ampak so bili bolj formalno. Nekoč mi je en politični zapornik, bivši, povedal, da je bil on bil tudi partizan med vojno in bil bolj zaradi nebanalnosti prijet. So bolj starši iskali odvetnika in ga niso dobili, ker so se vsi bali. Odgovor je bil tak, raje, če branimo, ne vem, kriminalce, ne pa političnih zapornikov, ker tle pa ni bilo heca. No, tudi iz tega lahko vidimo, recimo, po osamosvojitvi so bili številni politični zaporniki, so sprožili postopke za rehabilitacijo in tisti, ki so jih sprožili, so bili praktično skoraj vsi bolj oproščeni sodb. Tako da tudi to nam je pokazatelj tega takratnega sodstva. No, politični zaporniki, recimo, če gledamo po statistiki, jaz sem si malo naredil kaj statistiko obsojenih, no in vidimo, da v 70–80% prevladujejo politični zaporniki, sojeni po zakonu o kaznivih dejanjih zoper ljudstvo in državo. Samo statistiko, da vam malo povem, recimo, če do leta 1948 na okrožnem sodišču na Novi Gorici, sosednjem že v Postojni, je bilo skupaj obsojenih 151 ljudi, od tega jih je bilo praktično tam 70 političnih zapornikov. Recimo leta 1949 je bilo obsojenih 262 ljudi, od tega je bilo 218 po zakonu ZPLD, se pravi političnih zapornikov. Tako da 80% prevladujejo politični zaporniki. No, med njimi na Goriškem je bila ta posebnost, prevladujejo politični zaporniki povezani z tako enim kriminalnim dejanjem na meji, ker po takratni zakonodaji je prečkanje meje veljalo za kriminalno dejanje. Kdo so bili ti primeri obsojencev? Recimo, obsojeni so bili ljudje, ki so bežali. Ne vem, zato si dobil lahko tudi večletno kazen s prisilnim delom. En primer, recimo, družina iz Nove vasi blizu Mirna, takrat leta 1949 se je par družin zaradi težkih razmer odločilo, da zbeži v Italijo. No in so ti pol enih 6 je bilo ujetih na meji, med njimi člani družine Pahor. Obsojeni so bili na 8 let prisilnega dela in na zaplembo premoženja ter na izgon iz kraja bivanja za dobo 2 let. Potem, torej, tisti, ki so bežali, so bili med političnimi zaporniki takrat na Goriškem. Potem tisti, ki so pomagali, samo vedeli, recimo, če si ti vedel, da bo sorodnik, da je imel namen bežati in nisi obvestil oblasti, si bil že to smatran kot zločinec in si lahko dobil tudi 2 let zaporne kazni s prisilnim delom. Potem obsojeni so bili ljudje, ki so pomagali pri pobegu. Teh je bilo mnogo. Ljudje so pač pomagali, ker so lahko poznali, ljudje so bežali tudi z notranje Slovenije. In tako je recimo primer nekoga iz Tolmina, ki je pomagal bežati leta 1951 enemu fantu, ki se je hotel izogniti služno-vojaškega roka, skupaj s punco sta zbežala. No in ta človek, ker je nudil pomoč, ker jih je tudi pač gostil doma, ne noč prej, mi je bolj pokazal pot, bil bolj obsojen na 2 leti prisilnega dela in na zaplembo kmetije. Tako da potem najdemo recimo pa tudi ljudi, seveda takrat, ker je predvsem ljudi bežalo, so se na Goriškem nekateri organizirali tudi na
v Brdih, da so za denar vozili ljudi čez mejo. Tu so bile takone bande, ko jih omenja Uprava državne varnosti, kurirji, ki so poznali te poti in spravili ljudi čez mejo. Te band je bilo zlasti veliko na meji z Avstrijo, manj pa na meji z Italijo. Pri nas so to bile recimo en primeri band, recimo je bil Milan Oblak iz Komna, tam pri Komnu je bežal čez mejo, deloval je na Svobodnem tržaškem ozemlju, se vključil v skupino oboroženih banditov, kot je imenovana UDBA takrat, ki so bolj večkrat udirali čez mejo in vozili ljudi v Italijo ali v STO, se pravi Svobodno tržaško ozemlje. Tako ta Oblak recimo bil ujet leta 50, se je tudi spopadal z graničarji, s knojevci, in je bil posojen na smrt in leta 51 tudi ustreljen. Par smrtnih obsodb je bilo takih vodij teh skupin, kot je bil recimo Marko Bitenc, Jožef Ščuček, se pravi vsi ujeti na meji, tako da so se tudi prišlo do oboroženih spopadov med bandami, knojenimi in pač knojevci. Potem kategorija tudi ljudi, ki je bila obsojena zaradi posedovanja zamejskega časopisja. Recimo, če si ti imel možnost dobiti Slovenskega Primorca iz Gorice, pa Demokracijo, glasilo Slovenske demokratske zveze v Gorici, ki je bilo protikomunistično usmerjeno, si bil lahko zaprt za tudi več let. Recimo ena učiteljica iz Tolmina je tako dobila, ker so je zasegli na domu par izvodov Slovenskega Primorca in Demokracije, zaprta za dobo 3 let odzema prostosti s prisilnim delom. Potem so bili pa tudi, ne vem, verbalni delikti. Tako je bil en bric tle iz Gornjega Cerovega, naj bi ob meji kričal gol s Titom, živel Churchill, Stalin ima lep smhlja, nima Pariža, nima koruze, nima kruha, nima ničesar. Amerikanci imajo vsega, prijete Italijani, nas rešite, jaz imam amerikansko srajco in tako naprej. No, ta človek je bolj dobil kazen 2 let in 6 mesecev odzema prostosti s prisilnim delom. Tako da, teh političnih zapornikov je bilo veliko, 85% je vezanih zapornikov na mejo. Mnogi so samo bežali, ker so bili ujeti, so bili na sodišču priznani kot zločinci, oziroma so imeli namen ne bežanja samo, ampak se priključiti nekim fiktivnim skupinam terorističnim, ki imajo namen pač rušiti socialistični režim v FDR. Tako da, to so te represivne organi. Poleg tega je bil pa leta 1946 veljal zakon, ki je predvideval, da za vsakega, ki uspe zbežati iz Jugoslavije, mu zaplenijo domačijo. In to so tudi vršila naša okrožena okrajna sodišča. Recimo, tako je bilo med letih 1958 in 1959, samo okrajno sodišče vsako leto izvršilo okrog 10 zaplemb kmetij, pač družin, ljudi, ki so zbežali in uspeli zbežati v Italijo. Ljudje so pa bežali iz različnih vzrokov, recimo leta 1947, ko po priključitvi je okrog 300 Britov zbežalo, poroča Uprava državne varnosti. Bežali so zaradi strahu pred komunizmom, zaradi nizkega standarda, nekateri so bili vezani tudi na Furlanijo, Njemeja, te središča, kot je Krmin, Čedat, Odrezava, Goriških Brd. Od leta 1951 naprej se pa vedno več pojavljajo ljudi, ki bežijo zato, da bi se izognili služenju vojaškega roka. Teh je kar nekaj primerov
tako imenovanih političnih zapornikov zaradi meje. No, samo še en zločin bi spomnil, ki se je zgodil na meji. To je bil zločin proti Jožetu Sitarju iz Bele pri Kožbani. Namreč tu tudi se našel v dokumentih Uprave državne varnosti, pa tudi pričevanje sorodnikov. Gospod Sitar je bil kmet iz Bele pri Kožbani, bil je tak antifašist, je bil celo zaprt v času fašizma, ker je vrgel sliko Mussolinija v neki gostilni na tla, bil tudi partizanski borec in bil pa človek, ki je pač povedal svoje mnenje. No in nekoč se je sprl za nekim knojevcem, ker iz Vrhovlja. No in ta knojevec je prišel na dom, ga pregnal na mejo, ga ustrelil 7 streli, ga pokončal, no in zagrebil ob meji, tako da še vedno svojci ne vejo, kje je ta človek pokopan. Ženi so pa pol rekli, da je zaprt pri Upravi državne varnosti v Solganu, v Vili Bartolomej, tako da je ta boga ženica še 2 meseca nosila možo hrano, ker je meni pač verjela, da je tam zaprt. Šele po 2 mesecih so jih povedali, da moža ne bo videla več, ker je bil ustreljen. Pustil je 2 otroka, stara mislim, da 7 in 8 let. To recimo je ta realnost meje takratne. Hvala. Izredno zanimiv prikaz o tem, kako strog je bil dejansko sistem državnega nadzora nad mejo. Naslednji prispevek bo imela pa Neža Strajner, raziskovalka na Študijskem centru za narodno pravo iz Ljubljane. V svojih raziskavah se ukvarja predvsem s preganjanjem nekatoliških verskih skupnosti ter pa z mejo med Jugoslavijo in Italijo ter njenim vplivom na prebivalstvo. Ker je tu pravzaprav domačinka, nam bo danes na primeru Goriških Brd predstavila vpliv vzpostavitve državne meje na vsakdanje življenje prebivalcev v njej. In to je naredila na izredno zanimiv način s pomočjo ustnih virov. Neža, izvoli. Najprej lep pozdrav vsem skupaj. Prispevek, ki vam ga bom predstavila, obravnava pomnejšo plat vsakdanjega življenja od meji na primeru Goriških Brd po vzpostavitvi državne meje med Jugoslavijo in Italijo leta 1947. S pomočjo ustnih virov pričevanj bom predstavila pogled na to obdobje, ki še vedno živi v spominih 15 pričevalcev iz Goriških Brd. Zanimivo je, da so kljub temu, da istočasno sicer obstaja veliko različnih spominov, tudi pač zaradi različnih življenjskih izkušenj pričevalcev, pričevanja o vsakdanjem življenju v prvem obdobju po vzpostavitvi meje, ki se pravi v letih med 1947 in 1954, zelo podobna. Meja, ki ni ločevala le 2 držav, ampak tudi 2 različna politična sistema, kot je že Jelka v uvodu lepo povedala, je boleče zarezala v življenje prebivalcev, ki so 3 stoletja živeli skupaj. Najprej pod Avstro-Ogrsko in včasih med obema vojnama pod Italijo. Razmeritev leta 1947 je tudi Brda odrezala od pomembnih gospodarskih in upravnih središč. Zahodna Brda so namreč gravitirala na Čelat, osrednja v Krmin, vzhodna pa v Gorico. Zato je na posameznika ta nova meja, ko se je zdaj že pokojni etnolog Andrej Manič, delovala kot kulturni šok na posameznika. In to predvsem zaradi tega, ker je bila v prvih letih popolnoma zaprta. Življenje Vbrica v komunistični Jugoslaviji ni bilo primerljivo življenje Vbrica na drugi strani meje. Se so bile na tej strani meje velike omejitve, tako politične kot ekonomske, ki se mi je bilo treba prilagajati. Bom šla pa kar od začetka.
Osrednje zgodovinsko dogajanje po koncu druge svetovne vojne na Goriškem je bilo pač vprašanje meje, kjer bo potekala meja. Prizadevanje za priključitev k matični domovini Sloveniji oziroma k Jugoslaviji so podpirali skoraj vsi prebivalci slovenske narodnosti tega območja. Saj so na to zelo dolgo čakali, najprej pod fašistično italijansko razmnoževalno politiko, nato pa še pod nemško okupacijo. 15. septembra 1947, ko je stopila v veljavo Pariška mirovna pogodba med Italijo in Jugoslavijo, dilem, kjer bo potekala meja, ni bilo več. Meja, ki je bila na Goriškem začrtala, pa ni imela nobenega historičnega precedensa in tradicije, niti kot administrativna meja. Ponekod je meja šla med hišami, četvrtove, vinograde, sekala je ceste, železnice. Slovenski del Goriške je tako ostal tudi brez bolnišnic, srednjih šol, kulturnih in upravnih ustanov. Ker je bila meja tako neštudentsko postavljena, je prihajalo tudi do tega, da so domačini mejne količke kar samovoljno prestavljali, zdaj v to, zdaj v drugo smer. Meja jim je namreč prečkala dvorišče, zaprla pot v vinograd in tako dalje. Naj navedam samo zgovoren primer iz Plešivega in sicer tako, kot ga je povedal eden izmed pričevalcev. Po vzpostavitvi nove meje 15. septembra 1947 so bile hiše v bližini poznejšega bloka na Plešivem 8 dni pod Italijo. Meja po Pariški mirovni pogodbi ni bila povsem natančna in prišel je en jugoslovanski oficir in vaščani in so rekli, to meja ne samo dol, ker te hiše so naše. In prestavili so mejo. In tako je tudi ostalo in tam je sedaj meja. Tedaj so se vsi bali, kaj bo. Bali so se tudi zameriti enemu ali drugemu. Obstajala je tudi možnost, da bodo v nekem sporazumu spet prišli pod Italijo. Ampak nišče ni nič rekel in tako je ostalo. Jugoslovanski vojaki so verjetno imeli to taktiko, ker če bi dali mejo pravič na italijansko stran, bi lahko sledila reakcija. Do premikanja meje ni prišlo samo tako skupinsko, ampak tudi individualno. Ko so že postavili mejne količke, je gospodinja v eni kolonski hiši na Plešivem naročila otrokom. Neste tja dol, kar naš vinograd je do tjale, pravzaprav ni bil njihov, imeli so ga v najem. Računali pa so, da jim bo Jugoslavija dala zemljo. Otroci so količke potegnili dol in tako je ostalo. In še zdaj je ta meja. Podobnih primerov, kako so te količke premikali, je še veliko tudi tukaj v Brkih. Tako da mogoče bomo na koncu debati še kakšnega navedli. Je pa potem treba povedati, da je po premikanju količkov šlo za majhne spremembe. Ob začetnem navdušenju po priključitvi velikega dela Goriške k Jugoslaviji se pa kmalu pokazala prava realnost novih razmer. Ob nastanku meje namreč ni bilo znano, kakšen režim bo vladal na meji in ljudje so to spoznavali postopoma. V torek 16. septembra 1947 so tekom dneva mejo zasedli vojaki jugoslovanske vojske. Velik del prebivalstva je bil tistega dne zelo navdušen in postavljali so slavolok za vojaki jugoslovanske armade, saj so jih smatrali za svojo vojsko. Jugoslovanska armada pa ni imela niti časa, niti navodil, da bi sodelovali na teh manifestacijah, saj so se morali zelo hitro razpostaviti vzdolž nove meje. Prihodov vojakov jugoslovanske armade se spominjata dva pričevalca, eden iz Kozanje, drugi iz Gornjega Brda takole. V Kozani je kulturni delavec Max Grbenjak, ki se je kasneje tudi umaknil čez mejo in živel v Gorici, naučil mlade poseben kulturni program, s katerim naj bi sprejeli našo vojsko. Pričakovali so jih sredi vasi in prišla sta potem samo dva velika vojaka in niti nista šla skozi Barton, ampak sta odhitela proti Vipolževi na mejo. Tudi v Gornjem Brdu so septembra 1947 mnogi navdušeno pričakovali, da pride dol naša armada. Cela vas je bila odrešena. Ko je vojska res prišla, je v par dnevih izgledalo, da bo vse lepo. Še 2-3 dni so ljudje tako prosto hodili preko meje. Potem pa je vodnik poklical ljudi na sestanek in poudaril, od sedaj ne smete iti čez mejo. Počakati morate, da boste dobili dovoljenje, propustnice za naparcele v Italiji. Ljudje pa v bistvu so bili navajeni na ta odprt gospodarski in oskrbovalni prostor in zaprta meja je tako res postala zelo moteč dejavnik.
Tako je tudi se recimo v Golem Brdu zgodilo, da je po razmeritvi ostal ni pod Golim Brdom v Italiji. Potem so morali v bistvu domačini nositi nekaj vse do Belengrada. Do srede 50-ih let so bili prehodi meje redki. Pravico do njih so imeli ljudje, ki so živeli v 100-metrskem obmejnem pasu in bolestniki, se pravi ljudje, ki so imeli zemljo na obeh stranih meje. Kmetom je oblast res tako izdala bolestniška dovoljenja in posledne dovoljenice za obdelovanje zemlje v 100-metrskem pasu, vendar pa so se srečevali s številnimi težavami. V začetku so bolestniško dovoljenje lahko dobili samo gospodarji zemljišč v drugi državi, ne pa tudi njegovi člani družine. Kot bolestniki so morali iti samo po najkrajši pot do lastnega zemljišča. Nove zapovedi, kaj domačini smejo in česa ne, so se kar vrstile. Predstavila bom samo nekaj primerov izključevanja. Prva leta, ko so šli ljudje na parcelo preko meje, niso smeli obiskati nobene hiše. Tako je bilo po predpisih. Oblasti obeh držav so se bale vohunjenja. Potem se je praksa nekoliko odvila in to najprej na italijanski strani. Oni so prvi opustili obhode ob meji patruljiranja. Potem je bilo več stikov med ljudmi na obeh stranih meje. Lastniki iz Jugoslavije so v številnih primerih dali najem nekatera zemljišča v Italiji. Za zemljo je bilo na primer treba iti plačati davek v krmi, iti na kataster in s tem so se pojavljali problemi. V prvem obdobju je bilo treba delati prošnje, dokazovati resnično potrebo in so ti dali dovoljenje, če so bili dobre volje. In to za en dan, samo do tistega kraja. Nastal pa je problem, če na uradih v Italiji stvari niso tekle tako, kot se je načrtovalo. Pričevalec iz Plešivega se spominja. Na parcelo Plešiva, ki so se nahajali v Italiji, so morali iti ljudje okrog 6 km čez celo v obe smeri in to s počasnimi voli. Menega tako, da Plešivov takrat še ni bilo. V bistvu spostavili so ga šele leta 1964 za bolestnike. Za prehod s prepustnicami pa so ga odprli v bistvu šele leta 1970. In v bistvu zato so imeli pač tako dolgo pot, kar so mogli pač iz Plešivega odsega. Takrat so ljudje vsaj kosila poskušali prinesti iz vasi čez meje do vinogradov. Če so kakšnega dobili, so bili prav neverjetni cirkusi. Pozneje pa so opustili prenos kosila, če si prej sporočili na Taravlo. Že zvečer je bilo treba iti na Taravlo povedati, kam boš šel. Vsak teden je bilo treba obnavljati kakšne dokumente. Zelo veliko je bilo poti na Taravlo, posebno, če se je predvideval kakšen obisk v 100-metrskem pasu ali družinsko slavje. Drugi pričevalec iz Celovega pa se spominja. Bolestniki so lahko delali na svojih njivah v 100-metrskem pasu od sončnega vzhoda do sončnega zahoda. Takoj, ko je sonce zašlo, so morali končati delo in oditi domov, tudi če je bilo svetlo še eno uro potem. Zjutraj so se morali zglasiti na Taravli, da so dobili liste. Liste je bilo treba pokazati vsaki patroli, ki je šla mimo. Zvečer je bilo treba vrniti listek na Taravli. Patrole so preko dneva pogosto pregledovale ozemlje ob meji. In bil je primer, ko se je kmet namežičal neprestano kazati listek in si ga je dal kar za klobuh. To so vojaki razumeli kot zafrkancijo in zato je mogel iti z njimi tudi na Taravlo. Težko je bilo predvsem v letih do 1955, pozneje pa se je malo spustilo, vendar po mnenju pričevalca in je veliko. Kontrolirali so tudi na italijanski strani. Ko si bil na italijanski strani, ti je kontrola vse popisala, od Grabelc do Kamnice. Voli so imeli na rogovih Y. Ta znak, ki je pomenil Jugoslavije, so moral v bistvu sam vtiskati pri kovaču, če bi slučajno v Italiji ne prodal živine, ki je tam pa imela visoko ceno. Poleg teh je še bilo veliko drugih dogodkov, ki se jih spominjajo pričevalci, so bili kakšni tudi smešni. Kmeta iz Donjega Cerova so na bloku oštevali, ker je nekoliko pozno zvečer prišel na blok. Rekli so mu, poslušaj, sem ti povedal, da si tam dol samo do mraka. Kmet se je izgovarjal, saj mrak je še dol, gre še za mane. Bil je namreč sosed, ki se
je pustil mrak. Ta mrak je nekoč vojakom ponudil žganje. Oni pa so bili vajeni iz te njihove raknice. Vojak je pobil žganje in skoraj ni mogel zadihati. Jezno je potem zagrabil gospodarja, ker da ga je hotel oprovati, da so skriti. Poleg pričevanj je o težavah življenja v meji veliko skritega tudi v arhivskem gradivu, ki ga hrani pokrajinski arhiv v Novi Gorici. Pri pregledovanju fondov krajevne ljudske oblasti, v primer za Medano, sem našla vloge za izdajo dvolastniških izkaznic, pa karakteristike posameznikov, razne dopise, navodila in tako dalje. Na obrazcu vloge za izdajo redne dvolastniške izkaznice leta 1949 je moral vlagatelj priložiti sliko, navesti veliko različnih podatkov. Znanje jezikov, ime zemljišča, oddaljenost od meje, mejni prehod, velikost posestva Jugoslaviji, velikost posestva preko meje, podatki o zakupu, sorodniku in ozemstvu, podatki o ženi in sorodniki, politična pripadnost, tako tudi prejšnja politična pripadnost njenih ali njegovih svojcev, bivajočih v PNRJ ali v inozemstvu, njihovi točni naslovi, s čim se ukvarjajo življenjepis, prijaviti so pa morali tudi delovno silo, kmečki voz in uprežne živali. Tako da zraven so morali PLO-ji tudi izdati karakteristike za prosilce dvolastniških izkaznic. Izjemoma so kakšni osebi izrekli negativno politično karakteristiko in oseba ni dobila potem izkaznice. Dovoljenja so bila torej tudi sredstvo političnega in gospodarskega pritiska na obmejno prebivalstvo. Pobirjeništvo za notranje zadeve je tudi v nekaterih primerih odvzelo dvolastniške izkaznice. Tako se je na primer 10. oktobra 1951 so jim vzeli 6 na področju Medanje. Odvzem je uprava za notranje zadeve pojasnjevala krajevnemu ljudskemu odboru Medanja tako. Nekateri dvolastniki na njem imeli zemljo v Italiji, nekateri so obiskovali sorodnike v Krminu in od tam prenašali alarmantne vesti. V primeru odvzete izkaznice so šli obiskati svojo pobeljno družino, v drugem primeru pa so odvzeli dovoljenje, ker naj bi ti občani delali na zemlji v Italiji, zemljišča v kmetijski zadrugi v Jugoslaviji pa niso obdelovali. Iz tega arhivskega gradiva se tudi lepo vidi, kakšne težave so imeli pri ohranjevanju kontaktov z ljudmi in sorodniki, prijatelji preko meje. Sicer to poglavje bom spustila, ker pač ne bom predolgo. Iz pričevanj pa je tudi razvidno, da so se ljudje iz hiš v 100-metrskem pasu morali nekako prilagoditi na bližino vojakov. Bili so mnenja, če se mu boš postavljal, bo delal še bišpet. Ljudje v mejnem pasu so morali hoditi na kravlo po najrazličnejša dovoljenja. Vojska in milica je neprestano kar spraševala. Tudi če je prišel v bližino kakšen avto, so morali povedati. Vsi sorodniki, ki so želeli priti na obisk ali na kakšno delo na območje takšne kmetije, so morali dobiti dovoljenje za prihod v 100-metrski pas. Zvečer drugi ljudje niso smeli v 100-metrski pas, niti zdravnik ali duhovnik. Pričevali se tako spominja. Bil je primer, ko je v 50 letih zbolel občan in je prišel po noči rešilni avtomobil, da bi ga peljal v bolnico. Reševalca je spremljal v voznik, ki ni popolnoma nič zaupal ljudem in je celo odšel vstopal v bolniku, ki so ga na to prinesli v rešilni avtomobil. Prva leta so morali nesti bolnika izven 100-metrskega pasu, da ga je pregledal zdravnik in odločil, kako bo zdravljenje. Že pred prihodom zdravnika je bilo treba vse javiti na karavno. V 100-metrskem pasu pa so živeli tudi otroci, ki so težko prenašali omejitve. Odrasli so se morali z njimi pač prijazniti z lepa ali z grta. Tako so bili v hiši na Prešivem 3 mlade fantje, stari okrog 15 let. V okolici so dobili dele velike granate iz prve svetovne vojne. Obesili so jih na žico in naredili nekakšen zvon, ki se zabavali s poučenjem in zvonjenjem.
Na drugi strani meje, na italijanski strani Kršivega, so bili njihovi bratranci, s katerimi so se pred priključitvijo poznali in so bili sorodствeno povezani. Bila je nenormalna situacija, da se v pol leta niso smeli več videti. Tudi bratranci na drugi strani meje so dobili granato in so jim odgovarjali zvonjenje. Graničarji na jugoslovanski strani meje so to prepovedali, ker pa to ni pomagalo in je en vojak tisto reč po noči pobral in jo odnesel v Empire. Zato so temu vojaku potem pravili Štefan Konc. Potem so dobili druge škrapnele, jih obesili in z njim zvonili in so jih spet vzeli. Vsakemu vojaku, ki se je slupal okoli hiš ob meji, so dali tudi posebno ime. Enemu so rekli Zajc, ker je hitro dirkal sem in tja. Na meji pa so bili zaupni vojaki, večinoma Srbi. Zanimivo pa je to, da težave gibanja v 100-metrskem pasu niso bile za vse družine enake. Tiste družine, ki so sodelovali s policijo, so imeli zelo malo problemov. Podpis Vidamskega sporazuma februarja leta 1949 je omogočil dvolastnikom ter njihovim sorodnikom oziroma pomočnikom, ki so prebivali v 10-kilometrskem obmejnem pasu, da se za prehod meje poslužujejo obmejne dovolilnice z enoletnim trajanjem. Ampak šele z uvedbo splošnih prepustnic po letu 1955 so se razmere v obmejnih občinah sprostile. Za pridobitev prepustnice po Vidamskem sporazumu je bilo potrebno podati posebno vlogo na okrajni ljudski odbor Gorica, tajništvo za notranje zadeve v Gorici, za prosilce iz Severne Primorske. Po letu 1955 je tudi veljalo, da si se moral vrniti skozi mejni prehod, skozi katerega si šel. Na srečo se je potem to postopoma spreminjalo, tako da so lahko hodili svi po študiju Sovkan na urade. Prepustnice Vidamskega sporazuma so zaradi različnih vzrokov v letu 1955 tudi odvzeli pravičovcem. Vzroki odvzema so bili zelo različni. Malo potapljenje, prenos denarja, čudno obnašanje, prijančevanje in tako dalje. Nekateri razlogi so bili v skladu s sedanjimi predpisi, pri drugih pa je šlo tudi za krajanje človekovih pravic in politično represijo. Praviloma so vsaj v prvih letih izvajanja Vidamskega sporazuma odvzeli prepustnice vsem sorodnikom v skupnem gospodinstvu, kjer je nekdo pobegnil preko meje. Teh odvzetih prepustnic je bilo veliko število. V vsakih takšnih postopkih je morala postaja milice določenega okoliša napisati politično oceno posameznika in njegove družine, ki je bila v letih 1955-1960 dokaj obsežna. Ponavadi je tudi vsebovala odnos posameznika in družine do cerkve, do krščanstva, njihov kritični ali nekritični odnos do državne ureditve. Poleg tega pa je zaradi omejenega ekonomskega razvoja in blagovne menjave v Jugoslaviji, ki sta temeljila na tedanji družbeni ureditvi, prihajalo tudi v vrhih do pomanjkanja hrane, blaga in do nerazumnih ured. Ljudje so se naučili pač prilagajati in od meji, posebno tukaj v vrhih, je prišlo do zanimive situacije. Meja je po eni strani prizadela ljudi ob njej zaprtostjo in številnimi omeritvami, po drugi strani pa je omogočila tako imenovano švercanje. S tem so si nekateri ustvarili boljši standard, kot so ga imeli prebivalci v notranjosti države. Ljudje so se navadili, da morajo biti bolj zviti kot cariniki. Tihotapili so na različne načine in ponavadi čisto majhne zadeve, majhne stvari. Tako je eno pričevanje, ki je zelo zanimivo. Ob poroki se v Jugoslaviji ni dalo dobiti skoraj ničesar. Celo tistih par nageljnov so v posameznih porokah za poročni šopek zvezali na italijanski strani v posekano koruzo in jih skupaj z njo pripeljali preko meje. Še sedaj včasih pogledajo tiste stisnjene nageljne na poročnih fotografijah in se spominjajo, kako je bilo. Pred Birnami so v vrhih celo poostrili nadzor na meji, ki se je bila že stara navada, da so birmanski botri ponavadi želeli kupiti ročne ure, ki se jih v Jugoslaviji ni dobilo. Bili so pa tudi primeri,
ko so ure zavezali recimo v grivo ter uspešno prišvercali domov. Po letu 1955 so nosili preko meje domače pridelke. Dovoljeno je bilo nesti samo 6 jajc, kilogram mesa, 1/4 masla, vino, 4 litre žganja. Če je imel občan pol litra žganja, so že ukazali nesti nazaj. Dobili so listek, kjer je pisalo, kaj je dovoljeno nesti preko meje. Medanci so s kolesi odhajali v Krmin, Lipovšci, v Mošo, pa tudi v Gorico. Tam so kupovali riž, kavo, kaj za obleči, prodajali so pri sorodnikih, na trgih ali pa kar po hišah. S prepustnicami so šle žene 4-krat na mesec v Italijo, največkrat so šle s kolesi. Ponavadi so se pozanimali, ali je na meji bolj ali manj stroga carinarka. Pravzaprav so bile carinarke v medporežnem položaju. Najbolj je bilo, če so se včasih naredile, da ničesar ne vidijo. Carinari in carinarke so bile različne, nekateri so bili bolj strogi in nepopustljivi, drugi pa tudi bolj videvni. Tako se ljudje spominjajo zelo različnih zgodb. Carinarka je celo pomagala ženi, ki je nesla preko bloka 2 po pošti s tem, da je eno dala neki drugi ženski, da jo je potem nesla čez. Manjše vsote denarja so skrivali v obleko, v rokavice in podobno. Posamezne predmete so posebno ženske prenesle preko malo obmejnega prehoda, kjer ni bilo carinarke, ki bi pregledovale ženske. V Lipovžah so ženske opazovale, če je bila carinarka dopoldne, so potem predvidevali, da jo potem popoldne ne bom in so to potem izkoristile. Včasih pa je bila tudi potem popoldne in je marsikaj našla, čeprav so skrivale. Moški cariniki in policisti striktno niso smeli pregledovati žensk. Za na konec pa bi rada pozorila še na eno najbolj žalostnih in tragičnih stvari dogajanja okoli te meje. Spomini na to obdobje namreč počasi bledijo, vendar pa je po mojem mnenju zelo pomembno, da se spominjamo tega časa, zato da se ta politika strahu in očevanja ni ponovila več. Bom kar prebrala, ker tako kot si mi povedali pričala. Ljudje tik ob meji so prve tedne po vzpostavitvi nove meje še lahko hodili gor in dol. Potem pa se je v kratkem času to ozemlje praktično zaprlo. Zvečer se sploh ni smelo iti iz hiše, ker je bilo to riskirano zaradi možnega streljanja. V obmejnem pasu so veljali posebni predpisi in vojska je to ozemlje obvladovala. To je izgledalo kot podaljšano vojno stanje. Vojska je na tem ozemlju lahko aretirala, odpeljala, streljala. Ozemlje ob meji je upravljala vojska in je bil nekakšen vojni teritorij. Civilna zakonodaja je bila v določeni meri suspendirana. Vojaki, fantje iz sluga niso poznali dejanskega življenja na tem področju. Komanda jih je poleg tega prepričevala, da povsod čakajo na njih sovražniki. Tako je prišlo tudi do zelo žalostnih in zelo malo poznanih primerov. V Miščku, v bližini Golega Brda, so vojaki ubili otroka, deklico staro okrog 10 let. Mati je nabirala drva in otrok je bil gori na cesti Golo Brdo in Miščko. Videl je vojak, zakričal stoj in ona se ustrašila in začela teči k mami. In takrat je vojak z brzo strel podal rafal in jo ubil. To se je zgodilo konec leta 1947 in deklica je bila iz Miška. Družina, iz katere je bila ta deklica, se je zgrozila po tem dogodku in ob tej oblasti. Skrivaj so se dogovorili z enim vojakom na Karavli v Mišku in eno noč, ko je bil ta vojak na straži, je 11 ljudi iz Miška odšlo preko meje in seboj so pripeljali tudi svoje premoženje. Bila je to družina, ki so ubili otroka in še drugi vaščani. Stražar, ki je bil na mostu čez Idrijo, je potem pustil puško na mostu in odšel z begunci. Drugi primer. Na področju Golega Brda je tedaj živel en prostjak, ki je hodil prosil za hrano in je bil gluhonem. Po rodu je bil furlan in sploh ljudje točno niso vedeli, od kje je bil doma. Po razmeritvi septembra 1947 ga Italijani niso več pustili na jugoslovansko stran. On pa je vedel, da je bil nad Golim Brdom mostiček čez Idrijo.
In potem v stričku je prišel na jugoslovansko stran. Stražar ga je videl in mu kazal: "Stoj!" Mož ga ni slišal in dobil je 3 strele v nogo. Bil je še živ in prihiteli so Italijani, da bi ga peljali v bolnišnico v Čedat, to je okrog 10 kilometrov. Naši Modrijani se niso strinjali in so rekli, da peljamo mi. Problem pa je bil, kako ga peljati. Dobili so moža, da je upredel kravo v voz, da ga bo peljal v vlado. Do tja naj bo prišel vojaško Rdeči križ. Najprej so ga peljali do vasi Seni. Tam so dobili enega s konjem, ki ga je pripeljal do Plavi. Mož je v tem času izkrvavel in umrl. To se je zgodilo okrog 10 dni po priključitvi. V Hlevniku so v obdobju po priključitvi na meji ustrelili 2 domačina. Enega domačina so verjetno prijavili domačini, ki so sodelovali z UFO. Vedeli so, da je odšel poročno uro v Čedat, ki jo je rabil kot darilo v Bijarkovem medani. Ubili so ga z mitraljezi in potem še z bajonetom pri potoku ob meji pod Ambrožičevo hišo. Prisotni naj bi bili tudi nekateri domačini. Pokopali so ga kar pri potoku. Drugi človek iz Hlevnika je nekaj govoril proti tedanji oblasti. Po noči ga je prišel iskat vodnik, češ da ga bo odpeljal v Pavo zapor. Vojaki so ga ubili in pokopali v gozdu. Ženja je še 1 mesec nosila dan poteto v Pavo, potem pa so ji povedali. Zaključila sem v bistvu s temi najbolj tragičnimi zgodbami. Tudi zato, ker so bili meni do zdaj neznani in ko so mi pač pričevalci povezovali, sem v bistvu tudi dojela kakšen sistem, je bil vsaj na začetku takoj po razmejitvi. In želim si, da v bistvu ta meja, ki je bila pač včasih skoraj neprehodna, skozi celotno obdobje, pa je v bistvu ljudem vzbujala občutek strahu, da smo venele vodja, postala le simbolna črta med državama. Saj se je z uveljavitvijo Schengenskega sporazuma 21.12.2007, ko se je prenehalo izvajati ta mejna kontrola na prehod med Republiko Italijo in Slovenijo, res zgodila velika rečnica. Zato lahko besedim. Zanimiv prikaz vsakdanjih težav ljudi ob meji, ki so lahko do tragičnih dogodkov, kot smo slišali na Italijani. Zdaj pa je na vrsti magister Renato Podbersič, prav tako raziskovalec iz Študijskega centra za narodno spravo. Magistriral je s temo katoliške cerkve na Goriškem med Prvo svetovno vojno. Njegovo področje zanimanja pa so poleg tega še revolucionarno nasilje na Primorske med Drugo svetovno vojno, zgodovina Holokausta in pa tudi Prva svetovna vojna. S svojimi prispevki sodeluje na konferencah doma in v tujini, objavlja strokovne članke in publikacije in v tokratnem prispevku bo govoril o vplivu vzpostavitve meje na cerkev na Goriškem, saj je meja v bistvu razdelila enotno goriško škofijo na 2 dela. Lep pozdrav vsem skupaj tudi v mojem imenu. Kot je kolegica Jelka povedala, bom govoril o cerkvi, zato bi med vsemi pozdravil še oba duhovnika, najprej gospoda Kožlina in potem gospoda Gašperja. Torej, cerkev, zdaj boste rekli, zakaj je pomembno, da govorimo, ko obravnavamo mejo, tudi cerkev. Konec koncev je cerkev bila največja civilno-družbena organizacija v tistem času, pa ne samo v tistem času, in hkrati edina velika organizacija, res velika organizacija, ki je imela veliko vpliv med ljudmi in ki je bila izven nadzora, neposrednega nadzora komunistične partije. Poleg tega gre za ustanovo, ki je imela veliko tradicijo, ki je bila transnacionalna, torej vpeta tako v italijanski kot v jugoslovanski okvir in ki je imela za sabo dolgo 2000-letno ali skoraj 2000-letno zgodovino. Torej, kar naenkrat je zdaj v obdobju med leti 1945 do 90 na tem območju prišlo do postavljanja takšnih in drugačnih meja. Torej, katoliška cerkev je tista, ki se naslanja na Oglejski patriarhat. Oziroma, Oglejski patriarhat je zaslužen za kristjanjevanje velikega dela Slovencev južno od Drave.
In ta enotni prostor je bil potem presekan v 18. stoletju, ko se v tem prostoru vzpostavi tako goriška nadškofija v avstrijski, oziroma avstrijski državi, pozneje avstrijski državi in pa pozneje v italijanski državi videmska škofija, takrat še po času nadškofija v času Beneške republike. Torej, ta enoten prostor je bil kar naenkrat presekan, pretrgan, umetno pretrgan ob koncu druge svetovne vojne. Veste, cerkev je konec druge svetovne vojne na Goriškem, ne samo v Goriškem, počakala dokaj nepripravljena. Res je, da je tedajni goriški nadškof Margoti ostal na svojem mestu, torej si ni umaknil z nadškofije. Vendar je hkrati imenoval naslednike, ki bi ga v primeru njegovega oboja ali oddalitve z nadškofijskega položaja bi omogočili, da bi cerkveno življenje teklo naprej. Njega so 2. maja 1945 jugoslovanske oblasti, točneje takrat na Ozna so ga aretirali, ga potem priljali na Cinkrov, v Kroninjevo palačo in ga tam zasliševali. 8. maja so ga izpustili in ga izgnali v Videm, kjer je potem čakal na vrnitev v Gorico. Njega je nasledil monsignor Ignacij Valentinčič, starejši duhovnik, ki je bil sicer pristojni kanonik, torej višji duhovnik v Gorici in je upravljal z ozemljem goriške nadškofije do vrnitve nadškofa Margotija iz Vidma. Torej, najprej Gorico smo videli zasedli jugoslovanska vojska. Potem vemo, da to obdobje je poleg osvoboditve za del prebivalstva pomembno tudi teror za neko drugo polovico prebivalstva, znamenite fojbe, uboji in tako naprej, ne samo Italijanov, tudi Slovencev, tudi Nemcev, tudi goriških ljudov, zanimivo, tudi nekaj goriških ljudov se znajde med ubitimi v fojbah. Kakokoli, ko se mejne zaveščine nekoliko poležejo, ko je podpisan Beograjski sporazum 1945, ko se jugoslovanska vojska umakne iz Trsta in Gorice, dejansko na to območje pridejo zavezniki. Meja je razdeljena na cono A in cono B in ta meja poseže tudi na področje goriške nadškofije. Goriške nadškofije, ki je še vedno enoten prostor, vendar z oteženim prihodom. Poleg tega gre tukaj tudi za zelo pomembno ideološko vprašanje, zlasti pri velikem delu slovenskega prebivalstva. Ne vsem, ampak pri velikem delu. Namreč cono A upravlja anglo-zavedniška vojaška uprava, pod njo spada tudi stari nadškofijski sedež v Gorici, kjer biva nadškof Margoti, ki pa mu je onemogočeno, praktično onemogočeno, prihod v cono B, to je čez Sočo oziroma vzhodno od Ajševice. Starejši se boste spomnili, da je meja med cono A in cono B, ki je nadzirala jugoslovanska in zavezniška vojska. In hkrati je bilo tudi onemogočeno pastoralno delo. Torej, ni prihajal v cono B in tudi na slovensko ozemlje cone A je nadškof Margoti zelo redko prihajal. Kajti bal se je proti italijanskega, proti cerkvenega in tudi, lahko rečem, personalno proti škofovskega razpoloženja med slovenskim prebivalstvom, ki je imelo morda nekaj osnove. Kajti treba poudariti, da nadškof Margoti je prihajal iz Emilije Romanije, nadškofa ni poznal prostora, v kamer je bil imenovan, za nadškofa je bil imenovan za 34. V prvem obdobju, lahko rečemo, da je vodil kar proitalijansko politiko, ki je potem z leti se nekoliko ohlajala in v svojem poznem obdobju, leta 1951, lahko rečemo, da Slovencem ni bil nenaklonjen, tako je mogoče najbolj diplomatski izraz. Torej, zgodilo se je, da nadškof Margoti je ostal v Gorici po 9. juniju, ko se vrne iz Vidma in je prihajal zelo redko tudi na slovensko ozemlje cone A, torej v kraje, ki so bili izrazito slovenski. Poznanih je samo 5 primerov, da je v času 45-47 škof Margoti si upal priti na slovensko ozemlje. Obiskal je Borjano v Kobariškem kotu, Kobarit, Kanal, Solkan in Vrtojbo. Torej, dlje, na Kras, ker je imel jurisdikcijo, pa druge kraje, ni odšel.
Zanimivo je še nekaj. Duhovniki so ga prihajali obiskovati zaradi pastoralnih opravil, bodisi zaradi škovolske poslušnosti. Prihajali so tudi iz cone B v cono A, torej predvsem iz Vipavske doline, iz Čepovanskega kota. In v prvem referatu je že Jernej nekaj povedal o tem, kako je Udba pridobivala sodelavce. Namreč po arhivskih zapisih sodeč, že takrat so duhovnike ustavljali na meji in pridelovali pošto, pridelovali predmete, ki so jih bodisi nosili v Gorico, ali pa kaj prinesejo iz Gorice. Potaknili so jim kakšno vrednejšo zadevo ali celo pornografsko literaturo, jih potem s tem prijeli in marsikaterega od teh duhovnikov potem naredili za svojega sodelavca. Torej, že takrat se goriški duhovniki nekaterim silom prilike zatečejo na naročje Udbe. Potem pride do Pariške mirovne pogodbe. Pariška mirovna pogodba je vnesla v ta prostor tudi na področju katoliške cerkve en poseben nemir. Velika večina duhovnikov je stala na stališču, da je treba glasovati za Jugoslavijo. Torej podpirati Jugoslavijo, delovati za Jugoslavijo v smislu rekla, mislim, je bil avtor tega rekla Vidvil Štek, duhovnik z Krasa, predvojni politik v Rimskem parlamentu, ki je rekel, komunizem bo propadel, narod bo ostal. Torej, režimi se menjajo, narodnost pa ostane. Zato, ko je dejansko 15. septembra 1947 padla meja na to območje, veliko duhovnikov na Goriškem je ostalo doma. Drugačne težave, oziroma drugačen izhod je bil na Kobariškem koncu, v Breginjskem kotu zlasti, Kobariškem kotu. Tam je veliko duhovnikov šlo, pravzaprav so se cele vasi, ali skoraj cele vasi izpraznile, vključno z duhovniki, vključno s Kobariškim dekanom. Zdaj, tukaj ni bilo nekega pravila, ampak vendarle se v proučevanju dokumentov zazdi, da so duhovniki, navadni duhovniki, vikarji, potem kurati gledali to, kaj bo naredil njihov dekan. In ker se je v tem primeru dekan Alojzij Pavlin odločil iz Kobarila, da bo šel v Italijo, se je potem naselil v Gorici, kjer je tudi umrl, zelo znan duhovnik pozneje, goriški. Je tudi veliko duhovnikov, vključno s prebivalstvom, ki je bilo že tradicionalno bolj vezano tudi na Benečijo, tudi zgodovinsko se je odločilo, da bo zapustilo svojo zemljo in šlo v Italijo. Na Goriškem tega ni bilo. Šlo je za par posameznih primerov, medtem ko med višjo duhovščino temu ni bilo tako, je pa veliko slovenskih duhovnikov ostalo, višjih duhovnikov, stojnih kanonikov ostalo v Gorici in dejansko niso imeli več zavedja, oziroma niso imeli več stika s svojo, recimo temu slovensko bazo znotraj Goriške nadškofije. Ko je meja padla 15. septembra 1947, se je Goriška nadškofija posledično razdelila. To je tudi Serež predvidel in na mesto apostolskega upravitelja ali apostolskega vikarja za goriške Slovence, ki so ostali na jugoslovanskem delu Goriške nadškofije, so imenovali monsignorja Franca Močnika, uglednega matematika, uglednega duhovnika, ki je izbral si za sedež v Solkanu, torej na vratih Gorice. Naj takoj povem, da je imela Gorica v tistem času, oziroma Goriška nadškofija, približno 310,000 prebivalcev, približno polovica, torej 160,000 jih pride v Italijo in 150,000 jih pripade Jugoslaviji. Življenje v italijanskem delu Goriške nadškofije poteka nemoteno naprej. Na tistem območju je delovalo 178 duhovnikov, od tega je bilo 43 Slovencev, medtem ko je na slovenski strani ostalo 118 duhovnikov, lahko rečem, skoraj 100% so bili Slovenci. Torej, Goriška nadškofija se razdeli, tedanja enotnost, ki smo jih priča od sredine 18. stoletja, od vzpostavitve do 1947 je prekinjena. In monsignor Močnik se naselil v Solkanu, tam si naredi začasno rezidenco, vendar njegov umir traja zelo malo časa, kajti jugoslovanske oblasti
so tudi proti njemu, ki se ni kompromitiral s kakšnim političnim delovanjem, on ni bil politik po formi mentis, po razmišljanju, tudi ni politično deloval med drugo vojno, tudi ni bil kakšen političen agitator, ampak kljub vsemu so v njem videli predstavnika cerkve. Cerkve, proti kateri se je treba boriti, ki jo mora partija vladajoča premagati. In v Monsignorju Močniku, doktorju Močniku so videle pred stražo Vatikana. Zato so ga tudi dvakrat izgnali. Njegova izgona sta znana iz Solkana, bila sta precej boleča, oziroma bila sta precej odmevajoča po celem tedanjem katoliškem, pa ne samo katoliškem svetu. Dejansko je zahodni tisk o tem veliko poročal, zlasti v Nemčiji, pa tudi v Italiji. Prvič so ga izgnali 19. septembra 1947, potem je šel v Gorico, izgon je potekal na surov, na poniževalen način. Sodeleženi so bili tako Solkanci, kot tudi ljudje iz drugih krajev Goriške. Šlo je za dogodek, ki ga je skrbno inscenirala partija, o tem lahko danes odkrito govorimo, ker so tudi dokumenti na razpolago, ki o tem govorijo. Monsignor Močnik je bil legalist, šel v Gorico, na Čkofu ga vprašal, kaj ne naredi. Ker ni videl nobene ovire v svojem delovanju, se je preko Krasa umaknil, oziroma preko Krasa je odšel na Ljubljano, na Črno, in potem šel v Krajgerju, ki je bil tukaj notranji minister, in ga vprašal, kaj ne naredi. Odgovora se ni dobil, zato se je vrnil v Solkan in naprej potem deloval svoj en mesec še v Solkanu do 12. oktobra 1947, ko je prišlo do tako imenovanega drugega izgona. Takrat je pa neprimerno večja množica, časopisi poročajo okoli 5000 ljudi, se je zbral na mitingu, potem so ga dobili, zgodba je sicer bolj dolga, so ga večkrat že opisali, to zgodbo tudi Monsignor Močnik je napisal zanimive spomine, jih velja prebrati, ker opisuje ta dogodek, in so ga potem peljali v Španjerju, ga brcali med potjo, ga zasramovali, ga pljuvali in ga dobesedno brcali čez mejo, čez bodečo žico, in potem se je umaknil v Gorico in se ni več vrnil na svoje odkazano mesto v Solkan. Zanimivo je, da ga je zasledil njegov rojak, briški rojak, torej monsignor dr. Mihael Toroš, profesor cerkvenega prava, ki je prišel potem čez dolgo leto na mesto nadškofa, oziroma mesto doktorja Močnika, in je dejansko potem kot apostolski administrator upravljal s tem ozemljem, ki je bilo nekdaj del enotne nadškofije, potem pripadlo pa Jugoslaviji. Zdaj, ena posebna težava ob vzpostavitvi meje so bili duhovniki in pa zlasti bogoslovci. Bogoslovci, ki so do takrat študirali v Gorici, Gorica je bila stoletno središče bodisi glede semeniškega študija, bodisi glede bogoslovnega študija. Tukaj je tudi gospod Gašper, ki ima samo osebno empirično izkušnjo tega časa. Duhovniki, ki so morali Gorico zapustiti in se preseliti v Ljubljano ali pa kam drugam, ker so lahko nadaljevali svoje duhovniške študije. Imam eno zanimivo pričevanje, ki je po svoje tragično in kaže na dileme tistega časa, tudi med duhovniki in bogoslovci. Nek zelo znan primorski duhovnik, danes že pokojni, pa iz spoštovanja do njega ne bom povedal njegovega imena, je, ko je padla meja, septembra 1947, potreboval dokumente za uveljavitev svojega dotedanjega semeniškega študija. Drugače bi moral letnike v Ljubljani ponavljati. In je sklenil hoditi pakt s hudičem, se povezal z Udbo. Udba mu je omogočila, da je šel pod žico, potem čez mejo iskati dokumente, jih uspešno prinesel čez, potem šel v Ljubljano in do svoje smrti, pred nekaj leti, je ostal sodelavec Udbe. Torej, tudi to kaže, na kako nizke načine se je tajna politična policija spustila, ko je šlo za pridobivanje sodelavcev tudi v duhovniških vrstah. No, potem, ko je meja padla
smo rekli, je prišlo do problemov glede uprave, torej kje bo stvar stala, kdo bo tukaj bil. Zgleda, da je dr. Toroš bil bolj spremljiv za nove komunistične oblastnike, kaj več v tem momentu o njem ne bi povedal, razen tega, da je znal krmariti med cerkvijo in oblastjo, da je bil zaslužen, da se leta 52 v Vipavi odprlo malo semenišče, ki je potem ostala osrednja v naslednjih letih in desetletjih osrednja ustanova za šolanje duhovniških kandidatov od celotne Slovenije. In konec koncev, iz malega glasila, ki ga je uvedel apostolski administrator Mihajl Toroš, sicer priški rojak, družina se je imenovala, je potem postal in ostal še danes največji in osrednji katoliški ali slovenski tehnik v celotni državi. Torej, še naslednja stvar je pomembna tukaj, da se izpostavi podobna težava, kot je bila na Goriškem z mejo in z apostolsko administraturo, se pravi za upravo v tuji državi, se je pojavil tudi na delu tržaško-kopenske škofije, ki pripadajo Jugoslaviji, že leta 47 po pariški mirovni pogodbi, še bolj pa po Londonskem memorandumu 1954, ko prije do razmenitve na Južnem Primorskem, in pa potem tudi z slovenskim delom nekdanje Reške škofije, torej predvsem s kraji južno od Pivke do Ilirske Bistrice, ki so spadali pod Reško škofijo med obema vojnama. Tukaj je šlo za reševanje zadev, ki so zelo konzervativne, vse kar se tiče Vatikana, cerkvene države, kajti veste, da Vatikan zelo težko posega na področje, dokler stvari niso dokončno mednarodno pravno urejene. In ker je s pariško mirovno pogodbo, vsaj po italijanskem razumevanju dejanskega stanja, šlo za demarkacijsko črto in ne pa za tipično ali standardno mednarodno pravno uveljavljeno državno mejo, je Sveti Sedež počakal do Osimskih sporazumov. Torej dejansko je to neurejeno stanje nas tudi na cerkvenem področju spremljalo do leta 1977. Vmes je monsignor Toroš umrl leta 1963. Zanimivo, da ga je konc 1963 nasledil še en bric na tem mestu, to je bil prelat Andrej Simčič, zelo poznan goriški duhovnik, ki je pol leta približno kot kapitularni vikar upravljal to območje goriške administrature. In potem spomladi 1964 je bil imenovan za apostolskega administratorja naslovni škof Janez Jenko. On je 1964 potem združil vse te dele nekdanjih škofij, ki so ostale v tujini, Reka, Trst, Koper in Gorica, in postal dejansko potem enoten oziroma apostolski administrator enotnega ozemlja celotne Primorske, ki je pripadla Jugoslaviji. In potem je počakal do Osimskih sporazumov, da je 1977 postal novi škof obnovljene koperske škofije. To je zdaj zelo na hitro ta pregled cerkvenega dogajanja na tem področju, ki je bilo turbulentno, ki se je urejevalo istočasno z manjšo zakasnitvijo glede na mednarodnopravne državne pogodbe med Italijo in Jugoslavijo, ki nam ponuja danes neverjetno veliko možnosti raziskovanja z odpiranjem arhivov tako v Sloveniji kot v Italiji. Čakamo pa še na zadnji, verjetno tudi tisti pomemben del, ki bo še dodatno osvetlil to dogajanje z cerkvenega področja, to so vatikanski arhivi. Zato bomo morali počakati pa še verjetno 50 let, da se bodo ti arhivi odprli. Hvala za enkrat. Hvala, Renato. Za konec prisluhnimo pa še profesor Majdi Spili Goj, ki je v Trstu diplomirala na šoli za prevajalce in tolmače, nato pa z diplomsko nalogo iz srednjeveške zgodovine še na leposlovni fakulteti. Do upokojitve je bila zaposlena na slovenskih šolah v Gorici kot profesorica in 20 let ravnateljica višjih srednjih šol.
Med drugim je avtorica knjige Kjer sem svoboden, tam sem doma, v kateri je predstavila življenje in delo svojega očeta Augusta Svilgoja. Naslov njenega današnjega prispevka je O meji nekoliko drugače. Izvolite. Hvala. Lepo pozdravljeni. Najprej naj povem, kot je povedala že gospa, da nisem poklicni zgodovinar, sem pač šolnica. Poučevala pa nisem slovenščine, ampak sem poučevala italijanščino. In to, čeprav se paradoksalno sliši, iz zelo razvitega narodnega čuta, ki sem že takrat imela. Francesco Giunta, znani učitelj Slovencev v Trstu, mislim, da ga vsi poznate, je namreč rekel, da smo Slovenci i quattro porcari che non studiamo. Torej, jaz sem hotela svoje dijake naučiti take italijanščine, da bi se brezhibno lahko pogovarjali z Italijani in tako dokazali, da so tudi Slovenci civiliziran narod in na isti ravni kot pač Italijani. Kako so pa name gledali v Jugoslaviji? Tukaj odprem majhen oklepajček. V letih 70 smo šole s slovenskim jezikom v Italiji in slovenske šole v Jugoslaviji vsako leto izmenično, enkrat v Jugoslaviji, enkrat v Italiji, organizirali DOSPE. To so dijaška obmejna srečanja Primorske. Torej, v bistvu smo mi že takrat odpirali mejo. V začetku smo se srečevali samo, kot sem rekla, slovenske šole. Kasneje smo pritegnili tudi italijanske šole iz Italije, z italijanskim učnim jezikom in pa italijanske manjšinske šole iz Kopra. No, leta 1974 sem spremljala svoje dijake na tako srečanje v Postojno. To mi je prišel na misel, ko je doktor Jernej omenil avtobuse in pač kontrolo na avtobusih iz Gorice v Postojno. V zbornici sem se pogovarjala s slovenskimi kolegi iz Jugoslavije in eden mi reče, ja, kako lepo govorite slovenščino. Sem rekla, izgleda, si sem vendar Slovenka. In ta dva sta se spogledala in eden je rekel, in to naj bi bila naša črna orhideja. Jaz priznam, da do takrat nisem še bila prečitala črne orhideje Krocbekove in sem jo potem šla jasno hitro poiskati. V svojem prispevku o meji nekoliko drugače, jaz ne govorim o smrtnih žrtvah, nekaj sem povedala, ne bom dolga, ker pač boste ta prispevek brali v zborniku, drugače ne boste imeli kaj brati. Torej, govorila sem o pregledih, ki sem bila deležna na meji, vsakokrat, ko sem prekoračila mejo. Tudi, če sem bila s svojimi sošolci, da smo šli na kakšen piknik ali na kakšen praznik, mene so vedno pregledali. So mi pregledovali celo robove v obleki. Jaz takrat nisem vedela, da je moj oče kot soustanovitelj Slovenske demokratske zveze sovražnik do Jugoslavije, da je izbeglica, da je hlapec tujega gospodarja in tako naprej. In seveda s tem čudno zdelo in sem da tudi malo zaskrbljena. Kasneje pač sem to pregolela. Potem sem omenila svojega sina, 7-letnega sina, ki je hotel svojo mlajšo sestrično brez dokumentov pripeljati v Jugoslavijo ali resnično pripeljati v Jugoslavijo brez dokumentov. In ko se je hotel vrniti, pač, da je carinarka ustavila in je vprašala, da ima dokumente. In on je odgovoril, da on ima dokumente in je prišel domov.
Seveda je morala mlajša sestrična ponovno domov, ker pač sta bila z možem v službi. To je bila moževa mama, ki je pač se šla opravičevati in otroka pripeljala domov. Kar bo vas bolj zanimalo, je verjetno pričevanje Brike oziroma hčerke neke Brike, hčerka pa sploh ne zna slovenščine. Ker pač so vojne razmere pripeljale njeno mamo do tega, da se je po razmejitvi odločila za prestop v Italijo. Iz čisto navadnega razloga, pač tam se je lahko sama preživljala, ker je po neštetih žalostnih dogodivščinah, ki boste brali v zborniku, izgubila moža, ostala popolnoma sama, se je pač morala preživljati, v Italiji je delala v predilnici in se je pač morala odločiti, da se odpove domovini. Drugo pričevanje je veliko bolj tragično in govori o neki Ani iz Idrije, ki so jo pač prisilili, da se je odrekla domovini. Tudi ona ne zna govoriti slovenščine, govori samo italijanščino. Svoje pričevanje sem zaključila. In tako je v boju za domovino Jugoslavija pahnila čez mejo dva zaklada. Slovenija je izgubila Anico in Živko. Živka se v resnici imenuje Vivijana. In z njima vse njune potomke in potomce. Naj ne iščemo krivcev. Boj za domovino in za čuvanje njenih meja je res plemenita in sveta dolžnost in nujno zahteva svoje žrtve. Toda tudi nedolžne je pa tudi res, da vse med navednicami zastave, tudi najplemenitejše, tudi najsvetlejše, so pomazane s krvjo in z golom. Oriana Fallaci. Hvala lepa.